zdaj na poti do Firenc, oziroma ne, prvo se bomo stavila, ker bomo tankala, bo vzela kavo, bomo naprej, tegač pa tako, bomo tremo. Zdaj sva se stavila v Postojni, bomo šla spit kafe, pa tankava in pa gremo naprej. Jaz sem še tako malo zalimana, ampak tle je sonce, takoj, ko greš ven iz Ljubljane, ni več megle, tako da je noro. Zdaj smo nekje v Italiji, v bistvu greva proti Bologni. Šmarna gora. Vidma Šmarna gora. V glavnem, ja, zdaj pijem tale čaj Jamas, to je v bistvu grški ledeni čaj, ki ga uvaža slovensko podjetje, ful dober. To je granatno jabolko. Ja, zdaj imamo še do hotela slabe 3 ure. Ta Toskana je kar malo dolča, ne? Prvo sem hodila do Firence, ampak sem se malo premislila, bova šla po raju v Mes, se pravi mesko bova tam stacionirala, bova se vzela pa cek, pa bova šla lepo nazaj. Ja, se pravi, zdaj je cilj, da greva, plan je, da greva do hotela, vse stvari odloživa, nekaj pojest, šla na plažo, če bo toplo vreme, mislim, da bo. Oh, wow. Je pa kar gužva na teh cestah, no, tako zanimivo. Takle imamo. Zdaj sva se ustavila na pumpi, da sva šla na Lulu, pa da sva noge pretegnila. Zdaj imava še slabo uro do najnega hotela. Tako da ja, WC je bil kar nekaj. Tako v bistvu tle je ful dost neurejeno. Bomo videli, kako je dejansko v pač tam kabovano, pa tako. Evo, zdaj sem prišla v to Tirrenijo, tole mestece in zdaj še da najdeva hotel. Ok, dobrodošli v Italijo, v Tirrenijo, v najin hotel. Zdaj bom začela od začetka, tako da pokažem, kakšna je najina soba. Se pravi, tle se pride, posteljica, tukaj takoj zraven je kopalnica. Mislim, tako zanimivo oska, ni pač tuš, ful dober. Pa, wow. In pa tole. Ko pa je tle, še okon. Aha, nice, I like it. Gremo naprej. Ja, pa sobica je zelo mehna, ampak si cool. Se pravi, tam za stvari, omara. In pa zelo mehen balkonček, ampak lej, vse imava ga in to je pa bolj razgled. Spodaj je pa restauracija. Kakor sem v bistvu videla, je to tako naselje s samimi hoteli, tako, ko prideš v Alanjo, pa imaš same hotele. Ja, no, kar noro, mislim. Ni zdaj neki fancy, no, ampak dober sej bova odkrivala ostale dele Toskane. Prej sem skozi Provansa govorila. V glavnem, sploh nekaj še ne plan. Yes. Hladilnika pa ni. That's funny. Leke TV. Oh my God. Da se vidite preoblekla, ker je dejansko ful toplo. Noro. Sploh ne moram, da so tle. Oh, wow, kaj lepo. Zdaj se pa tlele sprehajala in greva hantat za kakšno restauracijo. Tako ful je tako, no, ne vem, smo nazam razložiti. Te sem tako ravna cesta in hotel do hotela, ruševine, tako vse imaš. Tako res sami hoteli, pa na vsake to, mislim pa tudi restauracije, pa tam je bila ena trgovinca, kot supermarket, no, tako. Pa pol je v bistvu še nek tak lep, tako nek center, kaj je lokal. No, se bom itak pokazala, ko bova šla. Tako dejano, zdaj se moram še malo aklimatizirati.
Skratka, vmes restauracije ne delajo, tako da sva našla to Konad City, to je pač trgovina, tako bi rekel, Spar Mercator, tako da to nam je rešil guzice, da sva nekaj si vzela za jest do večera, kakorkoli. To je pa najno kosilo. Se še dobro, da je bila ta trgovina, če ne bi bila kaj lačna, ker se je bila ful lačna. Hrana ni nič posebnega, ampak lej, bolj to, kaj nič. Zdaj sem malo ven skočila, da greva pogledat plažo, če je kaj zanimiv. Tako dejansko se nama nič ne da, pač valjda ful sva utrujena, ker sva zgodaj vstala. Dragi so ob 6, jaz sem pol 7. In se zdaj kar malo tako zalimene. V bistvu borva še poiskati shopping center, pa plažo, pa jaz rabam kapo, ker sem pozabila klobuček. Jaz sem odkrila neke fitness na prostem. Težko kot pri norcih. Mislim si pa, ko se dvigneš, je ful dober. Ful lepa plaža, itak se valjda plača vse, a ne? Edinka je, ko sem zdaj pazila, da skozi piha, tako skozi ga piha, stari. In pa prav moraš imeti čop, če ne te odnese, oziroma odnese laske. Tlele, ko sem šla zdaj gor od najnega hotela, je ful lepo, tako malo več življenja, malo boljši hoteli. To se le vidim kafič, kot da nekaj ima že našel. Kanoli sem vzela in pa kavico. Zdaj sva se malo spočila, kao stoširala in zdaj greva na večerjo, tlele nekam bliz, ker sva prej hodila, ker delovali tako v bistvu ful lepo, no. Tako da, pojdemo. Evo hobotnica s krompirjevo pito in jaz valjda pica, margarita. Povečerjala sva, hrana je bila dejansko slaba. Moja pica je bila tako, kot da ni pica. Dragi je jedel crispy hobotnico, ki je bila tako, okus imela dejansko po žaru, se pravi čisto umazan žar, očitno. Tako da jaz sem bila kar malo začarana. Najbolj, kar naj jo šokirale pa to, da so cene nižje, kakor pa pri nas. Sicer ja, bova videla jutri, kako bo v Pizi. Dobro jutro, to je dan 2. Prespala sva, je prav noč za nama. Moram reči, da sem dobro spala, nekaj sem se zbujala, ker je dosti tako prometno. V bistvu prvi je ful hrup, ampak se je pa se poleglo, hvala Bogu, no. Tako neki avto se je vozil, pa tako kar zgodi, ampak dobro, se je cool. Dragi je bil že 7 po koncu, ne še prej, in je šel laufat. Ali ste ga videli čez oken? Se vrača nazaj. Uglavno, tako da ja. Srce! Ne sliš me. No, v glavnem, ima nek čudan sistem, ko moš kar pin. Tipkrat, ko mi skar zaklenejo, tako da od 8 odprejo. Taki kot geti so tako malo čudna scena, pa tudi zajtrak je šele do 8, to mi je tako čudno. Kar malo tako oblačen, sem da vidim, če bo kak je tam. Sem videla, da je izhod že odprt. Ok. Skratka, ja, plane danes gremo v Pizo. Če bi imela zelo, moram pogledati, kakšno bo vreme. Evo naj zdaj na zajtrčku. To je v bistvu okusno, imajo različne rogličke, kruh, navan, sir, salama. Vse dobiš, kodaj. Prej je bilo ful oblačen, tako slabo vreme. Zdaj se je sonce začel delati, greva v Pizo, sicer so plohe napovedane, tako da upam, da bom imela v srečo z vremenom. Tako, wish us luck. Tle je letališče bliz, tako da Šla sva v Pizo, brez tele navigacije ni šans, da najdeš, tako, ni šans, no. In pol, tako tam čez je neki cerkva, kaj, kako lepo zgleda, tako, ko mi čakam, da prideva tja. Kaj pa to?
Oh moj god, lej to! O moj bog. Ne morem verjeti, da smo tle. Polka pa kot driske. Pa še slovenščino sem slišala. Tam v najnem mestu, ki so tereni, tam res nobenega ni, pač iz Slovenije. Tlele jih je pa že malo več. Zame je to kar malo kulturni šok. Če pa se mogoče komu zdi smešen, ampak jaz obožujem pač take stvari, a ne, in ker moram dihati. Seveda sem se tudi jaz slikala, ne takole. Drugače ful teh suvenirnic, tako ena zraven druge, infotočka. Ne vem, kva za vraga je tole, te mušice ali karkoli je že to. Wow. Za vstop v Pizin stolp moraš ali kupaš online karto, ali greš pa pač tja v en drug prostor, kjer se pravi, da zdaj morava uro in pol čakati, da greva lahko noter, ker je že vse popolnjen. Zdaj ne vem, koliko jih gre lahko, sloti so pa na 15 minut. Tako da, če si želiš, pa če greš v taki visoki sezoni, priporočam v bistvu online nakup, no. Je pa 20 € na osebo. Tako da ja, no. To torbico moš pustiti tam zraven, no, si pač vse razdržijo, tako da. Mislim, če si že tle, jaz mislim, da pač moraš iti gor, ne. Se pravi, tale cerkev za mano oziroma katedrala je pač brezplačen vstop. Ostalo se pa vse posebej plača, ne? Se pravi, tale tle, mislim, da je 7 €. Se pravi, jaz sem vzela stolp in pol ta katedrala je gratis vključena, ne? Tu ne preverjajo nič. Ostalo pa ja, je pa moje vse zaplačati. Ful je vroče, napovedanje je bilo tako nevihte, oblačen, zdaj pa toliko soparen, da se kuhava. Ja, pa v tej cerkvi moraš biti primerno oblečen, se pravi, moraš imeti ramena pokrita, mislim, tako je recimo čisto okej, ne smeš imeti tule majčke, pol, tudi ne vem, če imaš kakve hlače, mislim, da to ni dovoljeno, tako pač primerno za cerkev, a ne. Zdaj sem se šla preobleč v kratke hlače, ker je vroče res stok. Trgovine so, mislim, te štanti, a ne, takole, z robo, ena zraven druge, drago, po moje, no, kepca sladoleda sem videla 3 €. Po me pa limoncello shot je pa 2 €, tako da to bova šla poprobati. Pa McDonald's je tako like zraven, ne, malo pred vhodom, tako da to bova šla pogledati, če ima kaj tako bolj posebenega. Jaz pa ja, no, sami v bistvu tujci imajo te štante, no, kar mi je tako zanimiv. Ker sem doma pozabila klobuček, sem si zdaj kupila tole kapco, ker pač enostavno je sonce tako močno in rabim. In je bilo 5 €, tako da čist cool za mene. Čakava v vrsti. Zdaj sva vstopila v stolp in takoj čutiš, kako je poševno dejansko, kako te zanaša. Tako prav zanaša me dol. Evo, tako dobro. Je treba pač previdno biti. Če pa tle je okej, no. Ko noter vstopaš, imaš dejansko občutek, pa da te zanaša. So glasni. Res je čuden občutek.
Jaz sem že čisto zadihala, pa smo še začeli. Seveda, bolj ko se uspenjaš, bolj čutiš to nagib, ne? In ful je težko. Najde je čez 300 stopnic ali nekaj tasga, zdaj ne vem točno. Razgled je pa že zelo lep. Očitno smo že gor. Pa ni bilo to hudo, no. Še en štuk je do gor. Malo se stiskamo, ampak vse kula, ne. Prijetno ga piha, pipaj. Na vrhu sva. Tale zadnji del, ko greš čisto zadnji vrh, zadnjo nastropje, je kar malo nevarno, ker je bolj ozko in dejansko gre lahko samo en folk. Se pravi, tisti, ki grejo dol, pa tisti, ki grejo gor, tako da to ti res svetujem, da si pač previdna, ker drsi. Jaz sem neke take sandalčke, tako da jaz sem pač počas strpno in to je to. Vredno je pa, definitivno. To me zdaj spomne na iFlow stolp, ko sem bila več kot 10 let nazaj. Meni se tako kar malo vrti, no. Jaz sicer tudi ne prenašam tako dobre višine. Zdaj se malo šetava tle okrog, malo se slikava, tako kot vsi. Tako res je čuden feeling, a ne? Res imaš občutek, kot da se ti vrti, ampak to je zato, ker je pač... Jaz mislim, da to nima veze z višino, ampak zato, ker je stolp nakrivljen. Ker vidim, da se vsi ostali tudi držijo, pa tako da ja, it's not me. Ampak ja, seveda pač je treba biti previden v vsakem primeru. Zdaj pa malo težje vstati. Dobro, to je nešto drugo. Kaj hudo? Tako čisto sem presrana. No, zdaj pač ta zadnji del je res ful scary. Jaz sem šla toliko počas, ker me je pač toliko strah. Zdaj tle, ko so širše stopnice, pa nekako malo boljš pa lažji. Pač sem bod previden, res to svetujem vsakmu. Tudi če te dočakali, bodo že počakali. Nič ni bolj pomemben od tvoje varnosti. In zdaj, bolj, ko greš dol, bolj so ozke stopnice in bolj čutiš, kako se nagiba. Ko pa je to noro. Končno sem prišla ven. Tole dol je kar, mislim, meni je bilo grozno, zdaj spet odvisno od človeka, a ne? Pa prav boki so me zaboleli, ker sem tako, ne vem, po moje čudem hodila, ker sem bremzala in šla valjda počas. Še kar se mi vrti. Kaj je to noro, meni je bilo mes toliko strah, da sem se morala prav ustaviti pa zadihati. Ampak ja, like I said, počasi, za tvoje varnost se gre. Si se komu mudi, lej, me te prehiti, tako da, to je to. To je zadnji pogled. Zdaj je bistveno več folka. Je kar malo hektično. Zdrave. In zažge. Kupila sem si ful hudo majico. Bom pokazala pol. No, zdaj bom šla počasno nazaj proti hotelu. Lej, to je mačka, ki sem jo kupila. Ali je cool, mislim, meni je svetovna, tako da. Dobrodošli na plaži. Končno smo šla na plažo tudi. Pa sem bila po pizi toliko utrujena, da se nama ni kamor več dal. Sem se odločila, da bom počivala. In zdaj smo šla dejansko tako nasprot najnega hotela. 18 evrov, 2 ležalki, pač težnika, ne. Pa dejansko ti oni dajo številko ležišča, no, kakorkoli. Ni, da si ti lahko sam zbereš, malo čudna scena, no. Ful sva dolgo iskala najno ležišče in najprej sploh nisem mogla najti in pol naj en arogantno odslovil, da pač to ni ta plaža in potem najama je reševalc pomagal dejansko najti to najno ležišče.
Tako malo glupo to značen, tako kar neki. V glavnem je zdaj tle leživa in plaža je tako malo davč in niti ne morava zdaj niti skupaj se kopati, da bi pač pustila stvari, tako da bom šla en po en. Jamas grško pomeni na zdravje. Tako da, na zdravje. Šla sva v vodo in veš kaj je v bistvu zanimiv. Hodiš, sam pesek je, kar stojiš, sploh ne možeš, ne vem, da ti pride voda do sem ali pa kaj. Jaz sem še plavala, pa še kar sem imela vodo tako ful nizko, no. Mislim, to je bilo res ful smešen, ampak je bilo pa toliko fajn, najprej pa voda je tako mrzla, ampak pa je bilo pa toliko topla, da bi kar not ustavno, tako ful fletno. Sicer to je res ful predrago, 18 €, dejansko komot lahko pokneš tam brisačo, pa si brez teh zicev, no. Ampak ja, je pa ful fletno, no, pa ni spet to gužve, ne, tako da je nekako znosno, no, tako da je res ful lepo. Šla sva na večerjo, pa nohte sem si navazala končen po 100 letih, ker v službi pač ne moram imeti, tako da I feel beautiful. Pozabila sem posnet večerjo, jaz sem jedla rigatone, to so taki podolgovati testeninčke, z ragu omakco, mesom, kakorkoli, ni bilo nič posebnega. Jedla sva pa tle, pač pa na enem hotelu, no, oziroma v enem hotelu. To je outfitek, kako se kje vidi, je futamno. Zdaj ga pa še malo na sprehod, no, jaz bi še kakšen sladoled ali pa kakšno sladico, ker sploh nisem sladice jedla, tako razen ta prvi dan, tam mehno, ampak ja.